3. maja je v javni obravnavi zakon o uporabi jezika gluhoslepih, ki bo slednjim zagotovil nove pravice, med drugim tudi ustanovitev sveta za razvoj jezika gluhoslepih. Gluhoslepota je hkratna okvara vida in sluha, ki je tako resna, da se čuta med sabo ne moreta nadomeščati. Zaradi tega so osebe z gluhoslepoto potisnjene na rob družbe, zato mora ta zanje zagotoviti posebne storitve in prilagoditve okolja. Drugo je, da bodo po zgledu gluhih dobili tolmača pred uradnimi osebami, pravico do tolmača. In tretje, podporno osebo, kar je pa neke vrste ustreznica komunikacijskemu dodatku. Se pravi, takrat, ko ne nastopaš pred javno osebo, pred uradno osebo, potrebuješ pa pomoč pri komunikaciji z okolico, smo se odločili, da v predlog zakona zapišemo, da 1 uro na dan, 360 ur na leto, maksimalno lahko gluhoslepi pridobijo pravico do podporne osebe, ki jim pri takem vključevanju v družbo pomaga. Po ministrovih besedah podporna oseba v tem primeru nadomešča komunikacijski dodatek, ki ga lahko pridobijo gluhi. Tolmač je oseba, ki pomaga pri komunikaciji z uradno osebo oziroma v javnih inštitucijah. Podporna oseba je pa nekdo, ki gluhoslepemu pomaga pri vključevanju v vsakdanje življenje. Cilj predloga zakona je ureditev uporabe jezika gluhoslepih, podobno kot je to že urejeno za slovenski znakovni jezik z zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Zakon smo pripravljali v strokovni skupini, kjer so sodelovali različni pravni strokovnjaki, ljudje s fakultete za socialno delo. Od predstavnikov gluhoslepih je sodelovalo društvo Dlan, ki se z njimi tudi največ ukvarja. Od njih smo predvsem želeli izvedeti življenjske izkušnje z delom s temi ljudmi. To je zdaj predlog zakona, ki je bil dan v javno razpravo in seveda bodo vsi deležniki, vključno z Zvezo gluhih in naglušnih, vključeni v tem delu v pripravo zakona. Trenutno pa pozivam, da vse, ki jih ta tema zanima, oddajo svoje komentarje, da se potem ustrezno s temi komentarji tudi pogovorimo in komentarje v največji možni meri upoštevamo. V predlogu zakona je število gluhoslepih oseb ocenjeno na 9700. Za primerjavo, gluhih uporabnikov znakovnega jezika je le 1100. Tudi sam pričakujem precej manj uporabnikov tega zakona. Zdaj, kako smo prišli do številke 9700 po evropski raziskavi pred 10 let, če se ne motim. Ko sem šel gledat metriko te raziskave, je pa tako malo sumljiva, če povem po pravici. Oni ocenjujejo, da je do 65. leta v populaciji lahko ljudi z gluhoslepoto 0,2%, nad 66. letom pa zaradi starostne pridobitve okvar sluha in vida pa lahko do 2%. Se pravi, tu je res nek zgornji prag, ki je omenjen v uvodu v zakon. Pričakujem pa, da bo uporabnikov bistveno manj od te številke. Sicer pa natančno število uporabnikov jezika gluhoslepih v Sloveniji ni znano. Kot so zapisali v predlogu, društvo Dlan beleži 140 oseb z gluhoslepoto, medtem ko jih Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije okoli 10. Tudi te številke nimamo, se pa najbrž giblje okrog številke, ki jo sami omenjate, se pravi okrog 150. Tako da mislim, da bo uporabnikov tam nekje med 150 in 300. Se pravi, mogoče se podvoji ta številka. Na noben način pa ne pričakujem, da bi šli proti več tisoč uporabnikov, ker kot rečeno, stvar je še v razvoju, tudi jezik se šele razvija in ne pričakujem, da bi starostniki, ki po 90. ali pa 80. letu pridobijo take okvare, v bistvu posegali po tolmačih za taktilni jezik.
Po besedah ministra Luke Mesca bo za jezik gluhoslepih poskrbljeno enako kot za slovenski znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi. Slovenija je s spremembo ustave leta 2021 sicer prva država na svetu, ki je jezik gluhoslepih vpisala v ustavo.